Fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. Meni se malo zatika, ampak nič hudega, ker pač to je čisto življenjsko. In danes smo z eno prav posebno gostjo v našem podcastu, ki je zelo življenjska in jaz se prav veselim, da midve začneva pogovor. Z mano je avtorica in predavateljica in da tako rečem v bistvu tista prava influencerka, ne tista samo z slikami, ampak tista z zgodbami. Petra Škarja, pozdravljena. Živijo Maja, wow, še noben mi ni rekel influencerka, okej. Ja, tudi jaz se navajam v bistvu teh novih izrazov in veš tisto, ko neke besede obstajajo, ampak ko enkrat pomisliš, čakaj, kaj pa to v resnici pomeni, ne? In ko se tako zaveš v bistvu influencerji, ne? Tisti, ki v bistvu vplivajo na to, kako bodo ljudje v bistvu razmišljali, kako se bo družba razvijala in jaz mislim, da si ti ena tistih pravih, veš, tistih, ko ima nekaj zadati, nekaj za pokazati, ne? Ja, hvala. Mislim, močne besede, upam, da zadostim pričakovanjem, evo. Tudi danes. Ti si avtorica kar nekaj, mislim, da 5 zelo uspešnih knjig že zdaj. 5 jih je pa bestsellerjev zaenkrat. Ja. No, ampak začelo se je, česar nas niso naučili v šolah. In meni se zdi, da je ta knjiga bila kar taka revolucionarna knjiga, ne? Ena mlada ženska punca takrat še postavi v bistvu neko svojo filozofijo ali pa nek predvoditveni spis, ki je nastal v knjigo proti temu, kar nas naučijo v šolah. Povej mi več, kaj te je drivalo takrat v to, da si rekla, jaz moram povedati, kaj je res. Maja, kakor te poznam, imaš to osnovno usmeritev, delaj, kar te veseli, najti ta passion. In zanimivo, da ta knjiga je bila napisana čisto iz tega vzgiba. Blazno rada pišem, spoznavam neke stvari v življenju, želim to podati naprej, želela sem vedno biti učiteljica, ne predavateljica. In to je bilo čisto iz srca, iz duše dano ven, da zakaj pa ne, da vidim, kaj ta knjiga naredi. Je pa bil, kar sem kasneje spoznala, da je zelo pomemben element, pravi trenutek, prava tematika v pravem okolju. In to je bilo 10 let nazaj, ko res še ni bilo v šolah teh tematik o podjetništvu, o podjetnosti, se ni o tem govorilo v šolskem sistemu, ni bilo toliko podpore startupu, coworkingu in tako naprej. In takrat 10 let nazaj, ko sem s tem naslovom prišla ven, je bilo to noro zanimivo za medije. In to me je v bistvu rešilo, da me je potegnilo s to knjigo potem v medije, prepoznavnost in naprej pisanje knjig. Ja, ker v bistvu podjetništvo ni samo neka znanstvena veda ali pa kak sploh v bistvu ni toliko akademska, ampak je zelo življenjska, ne? In jo lahko fajn integriraš v bistvu tudi v življenje, ne? Naslednja knjiga, ki pa je bila pol res veliki success, ne? Je bila pa Ameriški milijonarji so spregovorili, ne? Ja, ta je pa zanimiv. To je pa tvoja z Amerike, ne? Ti tudi si ogromno potovala. Kako se je začelo pri tebi to? Kdaj je bil tisti trenutek, ko si rekla, jaz moram svetu nekaj dati? Se veš, ko počneš nekaj po vzgibu, zakaj pa ne bi, oziroma bom tako rekla, po 18 letih sem imela eno hudo prometno nesrečo in takrat se je v mene integriral ta občutek, jutri te lahko ni, tudi če si mlad, jutri te lahko ni. In pol velikrat, ko mislim, rada bi izdala knjigo, in naslednja misel je, zakaj pa ne, jutri me lahko ni. Potem je naslednja ideja, rada bi potovala, to je bilo takrat po 18, ne, še zanimivo. In takoj pomislim, okolje govori, boš pol čez 5-10 let, ko doštudiraš, ko starejša, boš imela denar. Jaz pa ne, jutri me lahko ni. In mislim, da me je to neko bogastvo, ki mi je dala nesreča, je ta, da dajmo, jutri te lahko ni. In zaradi tega sem po moje malo hitreje začela ene stvari ven dajati svetu, kakor povprečen Slovenec, ko moraš najprej doštudirati hišo in potem šele začneš ven dajati. To je ta filozofija, ki te še vedno drži in vodi naprej? Ja, to me veliko rešuje in vidim, da je to mogoče prednost pred ostalimi, ko bi, ne bi, jaz pa stalno integrirano vse, jutri te lahko ni. Tako enostavno. In je treba v bistvu izkoristiti vsak dan, ampak ne postane to tudi v nekem trenutku mogoče malo naporno, ko si skozi v bistvu v tem, da moraš zdaj živeti, ker te jutri mogoče več ni? Kaj pa vem, jaz to ne vidim kot breme, jaz vidim to kot tak nek pozitiven push oziroma manj obremenjen si z vsem ostalim. Kaj do rekel, kaj pa če ne bo, pa se sende, jutri te lahko ni. Čutim pa od nekdaj to je pa nek čut, ki ga težko opišeš,
da življenje, preizkušnje, težave, vse, kar imaš, travme, karkoli, pismo mora imeti nek smisel, drugače brez veze. In ko nekaj daš čez, se nekaj naučiš, mora imeti nek smisel. In jaz vidim v tem, da smisel naredim težjim obdobjem s tem, da iz tega se moram nekaj naučiti in iz tega moram nekaj svetu dati. Jaz moj kanal tega je pisanje, je predavanje, je predvsem pisanje, no. Predavanje je samo podpora pisanju. In recimo, da imam neko težko preizkušnjo, se mi zdi pa dobro, dajmo jo osmisliti. Mora imeti smisel ta trud. Če jaz s tem lahko spet komu kaj dam, kaj zapišem. In tako pač ustvarjam naprej, brez kakšne hude, težke filozofije, ciljev, planov, jaz tega res nimam, no, sem bolj umetnik. Ja, zanimivo, ker v bistvu to se mi zdi v današnjem svetu ljudje, ker težko nekako razumejo ali pa težko se dajo v ta modus, no, da bi spustili nek nadzor. Kaj vse je v bistvu po tvojem treba v življenju spustiti, da lahko začneš tako funkcionirati lahkotno, zveni lahkotno na nek način? Ja, sej veš, to je, včas ni, ne, včas imam tudi jaz te, moram imeti pod kontrolo, pa se trudim, da ne. Recimo tako, ne čutim se še sposobno dobiti take življenjske zelo močne nasvete dajala, to bom polkom stara 70-80. Trenutno sem bolj v obdobju, ko se pač trudim sproti čim bolj to lahkotnost loviti, pa čim bolj delati to, kar čutim, da me res veseli. Kar pa ne pomeni, veliko ljudi pol to vzame, jaz tega ne maram delati, tega ne bom. Ne, vedno je, Američani so rekli, shit with good. Prav, najdi tisto, kar te res veseli, ampak moraš pa vse zraven vzeti, da vedno je nek shit zraven, ki ga preprosto moraš oddelati. Tukaj ne moreš reči, to meni pač ne paše, ne. Tako da, vzameš se skupaj, glavno, da je celota tista, da zvečer, ko zaspiš, rečeš, pismo ima smisel. In zjutraj, ko se zbudiš, kar skočiš po koncu, kako me čakam, da grem spet eno knjigo urejati. Meni je to res tak passion, wow, kaj se da zgodbom narediti, z besedom narediti. In še takrat, kaj je najtežje in bi vse skupaj čez okno vrgel, si rečeš, pa daj, zapri ta računalnik, drug dan se zbudim in rečem, ali bom res rada te knjige, ne? Daj grem še malo pisati, še malo ustvarjati. In to je nekaj najlepšega, kar po mojem lahko dosežeš v poslovnem svetu. Ja, to se meni tudi zdi, mislim, to je kar popolna nek nastavek oziroma neke okoliščine za življenje, no, da res lahko delaš tisto, s čemer čutiš strast in da v bistvu se lahko zbudiš v to delo in potem zvečer, ko se spiš, veš, da si nekaj na tem področju naredil. Ampak ti imaš tudi različne seminarje, med drugim tudi, kako napisati knjigo in z njo zaslužiti. Ker meni se zdi, dostikrat sploh umetniki, ne, se srečujemo s tem, da v bistvu zelo nas driva to, da delamo to, kar nas veseli, da iščemo te poti, ampak ni vedno denarja na tem področju, oziroma vedno moraš biti tu zraven ali podjetnik, ali se nekako zna dobro prodati. Kaj ti svetuješ recimo na teh seminarjih? Kaj je pomembno za umetnika, da razume, recimo, ali pa nekoga, ki bi delal nekaj, kar ga veseli, pa mogoče ni takoj tržno zanimivo? Meni so zelo blizu azijske filozofije. In ena izmed njih, ena najmočnejših je to teženje po ravnovesju, yin-yang. Ponovadi me spremlja ogrlica yin-yang, da me spomne na to. In ravnovesje mora biti na vseh področjih življenja. Preveč hrane te bo ubilo, premalo hrane te bo glih tako ubilo. Preveč prijateljev ni v redu, premalo prijateljev bo depresija. Isto poslovni svet, jaz vedno gledam, jaz sem po duši sem umetnica, ampak ne morem zdaj iti za izgovor, jaz sem umetnik, jaz ne znam prodajati, ne bom. Ampak si moraš prevzeti odgovornost, da če želimo tega živeti, moram najti drugo polovico. In vedno iščem in v pisanju, in v knjigah, in v poslovnosti to neko ravnovesje. Pustim svoje umetniški plati, a hkrati zdaj pa vklopi razum, se nauči, bodi podjetna. In ko najdeš to nek balans, se mi zdi, da rezultati kar pridejo. Je pa res, da Maja, bodimo realni, ne, že naslov je, mogoče sem malo naslov tako naredila, da je prodajno zanimiv, kako izdati knjigo pa z njo zaslužiti. Ampak na seminarju vedno poudarim, če nimaš tega začetnega passion, strasti, uživam v tem, je brez veze sploh razmišljati o kakšnem denarju. Denar je vedno posledica, ki pride, ko ti z užitkom delaš in nikoli ne gledaš na računu, koliko evrov je zdaj prišlo. To pač pride, ne. Bistvo je, da najdeš to, kar res rad delaš in te polne in te navdušuje. Hkrati pa vklopi razum in podjetne veščine, ki se jih lahko vsak nauči, da boš od tega lahko živel. Ker si težko predstavljam nekoga, ki toliko uživa v neki umetnosti, ama hkrati službo za 8 ur, ki jo sovraži. Težko me prepričaš, da boš v življenju res našel pristno srečo, pa da boš sploh toliko pomerjen, pa toliko sam s sabo, da boš lahko umetniško plat zares izrazil.
Torej, če imamo vse na dosegi roke, zakaj se ne bi naučil še tega dela in da dejansko svojo umetnostjo lahko živiš? Poslanstvo naj obeh je na nek način ljudi prebujati k temu, da poiščejo to, kar jih veseli, ker ravno prej si omenila to 8-urno službo, v kateri lahko človek tudi zelo trpi, ker na nek način na koncu prodaja sam svoj čas in je prepričan v to, da ne gre drugače, da ne more drugače. Ne? Ali je bilo na tvoji poti mogoče tudi kdaj so bili kdaj pomisleki, ne vem, mogoče pa bi jaz vseeno šla rajši v kaj bolj varnega, v kaj bolj ziher služba, ali pa poznaš mogoče ljudi, s katerimi delaš, ki je pač ta catch, no, da človek ne pade noter v tisto neko apatijo in v zgodbo, ki mu ne paše. Maja, še danes imam včasih pomisleke. Seveda so pomisleki, seveda ni to zdaj, najdel sem svoj passion, superhero sem zdaj pa savladan, kje pa? Veš, da so pomisleki, ne? Sploh takrat, ko je težko, ali pa v začetku poti, pa prideš domov, pa si še vezan malo na starše tam pri 20 letih. Pa še danes mi babica pravi, da vsak, ko pride na obisk, vsakega vpraša, a imate vi kakšen šil za našo Petro? Ko vsi vnuki so poskrbljeni, sem še ona ni. Pa seveda, kot je težko, si malo v tem se zapleteš, ampak se veš, bereš, delaš na sebi, najdeš načine, kako se vsem postaviš to svojo postavitev trdno. Včasih moraš vse skupaj zaklopiti, pa zaprti, pa počakati en dan in pa se spet vprašati tiste ključno vprašanje, kaj je moja smer, kaj je dobrega na tem, ajde, gremo dalje, ne. Mimogrede, ko smo bili po azijskih filozofijah, zelo mi je blizu tale, kako se že imenuje koncept ikigaja. Ikigai je v bistvu neka umetnost življenja, ki jo Japonci temu sledijo. In tam so 3 ali 4 ključna vprašanja. Eno je, kaj res rad počnem, kaj res je moj passion. Drugo je, v čem sem dober. Jaz lahko recimo blazno rada pojem, ampak jaz sem res slaba v petju, tako da pusti v primeru, v tem jaz nam najdla poslanstva. Torej, kaj res rad počnem, v čem sem dober, kaj svet potrebuje. Ti boš najdel res svoj smisel, če svet to rabi. In četrto, a bi ljudje to kupili, ne? A je možno to nekako prodati na trgu. V današnjem času, v takem okolju, kjer smo, pa če rabiš imeti tudi zaslužek. In ko te 4 stvari se poklopijo, lahko najdeš ta svoj smisel. In jaz sebe to sprašujem, glih takrat, ko se malo zamaje ta trdnost in si rečeš, treba mi je tega, ne, mar bi bila v eni službi, zdajle v koroni, pa bi bil mir, ne pa da se tle matramo. Veš, da pomisliš na to, no. Pa greš dalje. Imaš kakšen moment, ali je to počasi raslo, da se v tebi ta trdnost zgradila? Kaj te je pripeljalo do tega, da si trdnost? Kaj te je okrepilo? Da se krepim se še vedno, no. Sigurno pride to s časom, sigurno to pomagajo tudi neki rezultati, sigurno pomaga tudi neko, ko sam vidiš, kaj lahko ustvariš, ampak to s časom gradiš. To ni bil moment, eni iščejo tudi momentom, rada pišem knjige, bam, that's it. Daleč od tega. Jaz sem že spisala knjigo, pa sem sproti še kelnarila, pa sem prodajala, delala spletne strani, pa ne vem kaj še vse. Sem kar nekaj let rabila, da sem se odločila, da je pisanje moja poslovna smer. To ni bilo čez noč. In še ko je bilo pisanje moja poslovna smer, sem vmes še veliko drugih stvari delala, pa sem zelo počasi to šla. Na koncu, če gledam, meni ni to hitro se poklopilo. Meni se je to poklapalo 10 let. Je pa res, da sem začela že pri 19, ker večina začenja šele pri 30. Sem ta razlika je. Ampak trdnost gradiš postopoma in pa zraven rabiš disciplino. Ljudje mislimo, da to sledi srcu strasti, da je to samo metuljčki pa rožice. Včasih je to disciplina. Pač zato si se odločil, zdaj pa zdrži 1 leto v tem. No, to se mi zdi kar pomembno povedati, ne? Ker sploh v današnjem svetu, ker je vse tak na instant, pa ljudje v bistvu slišijo samo zgodbe o uspehu, pa ne slišijo tudi, da je tu zadaj ogromno nekega, tako kot si rekla, neke samodiscipline, nekih milijon pogovorov s samim sabo, da je to, kar hočeš delati, ne, teh vprašanj, ne, in se mi zdi pomembno, ko si rekla, ja, da ni da je tudi ta potrpežljivost v bistvu pomembna. Ja. In spet sem jaz na tistem mojem ravnovesju, da toliko, kar prepuščam svobodo umetniški duši, ravno toliko nekje imam jaz disciplina, kar pomeni, daš si urnik, temu slediš, to narediš. In nimaš tam vmes časa, mi to paše, mi ne paše, a je to moja srčna stvar? Ne, to delaš, to je disciplina. In spet mora biti ravnovesje vsega, da nekako prideš do smisla, do rezultatov. Koliko pa je bilo pri tebi pomembno to potovanje, se pravi, ogromno si prepotovala, ne? Koliko bi ti rekla, recimo, če nas mladi ljudje gledajo, koliko je pomembno, da grejo v tujino, pa da v bistvu vidijo tudi svet pri tem,
nekem potem na koncu spoznavanju sebe. Jaz bi vsakega dala na letalo, pa ne gre v svet. Ampak to ne v 5-zvezdični hotel tam uživati, ampak ruzak na rame, backpack, zdaj se pa znajdi. Tudi da toliko dobrih veščin za življenje, toliko zaupanja vase, toliko samozavesti, zmorem, se zgubim sred Venezuele brez vsega, kaj bom naredil. Kreativen si, znajdeš se, vsakega bi dala potovati. Predvsem pa, kar se mi zdi za Slovence pomembno in kar je meni največ dalo to, pač to obdobje potovanj, mi smo vsi odrasli v nekaj dokaj miselno omejenem okolju. Jaz sem bila sploh na eni veliki kmetiji, Bogu za nogo, v eni vasici, ki ima 20 hiš pa 25 štal, in tam je določeno omejeno razmišljanje. In si v tem krogu, kakšno je življenje, ti ne vidiš, da nekaj drugega obstaja. Če ti vidiš zeleno travo, še pomisliš nekaj, če obstaja rdeča. Ne, zelena trava je zelena trava, ne? In ko sem začela potovati, so se mi razbile te miselne omejitve, kako je sploh možno živeti. Kar naenkrat vidiš, da nekdo živi tako, da celo življenje hodi po svetu. En živi čist drugače, en živi spet drugače. In potem se šele vprašaš, če razbijam vse te svoje pravila iz okolja, kako je pravilno živeti, kako pa želim živeti. In takrat šele imaš to širino, da rečeš, kaj znotraj tega si bom pa jaz sam zbral. In tu sem jim dala potovanja. Pa tudi se mi zdi neke dejavnosti, no? Da se moraš lotevati različnih stvari, zato da boš potem enkrat, mislim, sicer eni najdejo sprve to, kar imajo radi, ampak dostikrat pa se ljudje prehitro ustavijo, se ti ne zdi, pri neki dejavnosti in rečejo, to bom zdaj delal. Veš kaj se mi zdi, dve zelo napak lastnosti, ki opažam, da ima vedno več mladih, ne bom rekla vsi daleč od tega, ampak dve lastnosti, ki zelo zavirata in razvoj in uspeh in tako naprej. Ena je strklanost. Strklani smo z mano vred, in spet potovanja, pa meni hribi, ti malo razbijajo to strklanost. Ko potem začnejo neka podjetja, primer, pa kar naenkrat, joj, nimam klime, ne morem tukaj delati, joj, nimam čistilka, joj, nimam tega. Ja, pismo, no. Mislim, tako res smo strklani. In ko greš pa ti z ruzakom tam backpackati ali pa matrace švicati po Himalaji, ta strklanost se malo razbija in si kar naenkrat hvaležen za navadno vodo in karkoli dobiš za jesti je dobro, ne pa točno to hočem, točno zdajle ne bom čakal. In to je dobra lastnost pol v podjetništvu, da znaš zagrabiti za vsako malenkostjo in pakiraš knjige, ko je treba, in pometaš po tleh, ko je treba, in nimaš tistega v sebi, jaz po tega nam delal, jaz sem direktor. Ne. To je ena strklanost. Druga pa je manjka vztrajnosti. Zdaj, svet je tak, da bam instant takoj dobiš. Z enim klikom bam imaš doma, ne vem, kadar hočeš, pogledaš kjerkoli film. Ne rabimo več čakati, ne rabimo več vztrajnosti za naše vsakdanje življenje. In to se odraža v poslovnem svetu. Imam idejo, čez en mesec, če ni rezultatov, to je brez veze, bom nekaj drugega. Mi imamo kar pravilo, recimo, založbo sem odprla in na začetku, ko smo odpirali založbo, smo rekli, to je poslovni model. 2 leti je meja, da vztrajamo. Vmes se ne sprašujemo, ali to je ali ni v redu, ali bomo to delali ali ne. Sploh ni tega vprašanja. 2 leti vztrajamo. Točno določili smo datum, kdaj se povsedemo, pogledamo rezultate nazaj, pa rečemo, a se nam to splačaš naprej delati ali ne. To je 2 leti, to ni 2 tedna, pa ojoj, ne gre. In tu mislim, da to manjka v splošnem, ja, lahko rečem, da manjka v splošnem te vztrajnosti. Ja, v bistvu to je tudi neke vrste razumevanje časa, ne? Da vse rabi svoj čas. Ne? In spet smo v bistvu pri tem, da v svetu instant rešitev se človek sam težko prepriča v to, da neke stvari in da življenje kot tako rabijo čas, da on sam rabi čas, v bistvu, da pride do nekih stvari. Drugače pa, ja, povej. Vse je tudi življenjsko, mi prevelike filozofije delamo glede in poslovnost in vsega. Se je navadna kmečka logika, se tudi z nekom, da ustvariš trdno prijateljstvo, se ni to bam instant čez noč. To pač traja, ne? To pač moraš vlagati noter in ceniš ravno zaradi tega, ker vlagaš noter. In vse te, jaz vidim, je ogromno teh seminarjev, knjig, coachingov, delavnic, kar je vse podpiram, super je. Ampak v osnovi, pejmo na kmečko logiko, vse stvari so v osnovi zelo preproste. Ponovadi rabiš 3 enostavne koncepte, 3 prava vprašanja in to je to. In čas je to boljš, kot pa pretirano ogromno znanja, kjer se zgubiš. Pa ravno, ko si rekla to trajanje, ne, v bistvu to trajanje od začetka, ko nekaj začneš, ko se podaš na neko pot, pa do konca, to trajanje je pravzaprav življenje, to, kaj se zgodi vmes, ne. Ti si tudi, ena izmed tvojih knjig je iz tvoje izkušnje na Kaminu,
Se mi zdi, da ti je tudi najbolj pri srcu, pa dajva še za konec mogoče kaj o tem povedati. Od suženjstva do svobode je podnaslov tvoje Camino zgodbe. Vemo, da jih je kar nekaj napisanih. Zakaj je ta zgodba tvoja tako posebna? Ja, to je moja najljubša knjiga. Z enega vidika zaradi tega, ker to je prva knjiga, ko sem jo napisala res čisto po svoje, da niti malo ne pogledam, kaj trg na to kako odreagira. Ker prej sem vseeno malo razmišljala, v redu, moraš napisati knjigo na način, da jo drugi kupijo, da jo drugi sprejmejo, da je drugim zanimiva. Ta Camino je pa čisto moja. Sem pa rekla, briga me, če 3 kupijo ali pa 30, se vseeno, ta je moja, ker to je bilo moje osebno zdravljenje, moja osebna terapija, pač meni je pisanje terapije. Zakaj še posebno? Toliko v bistvu je brutalno iskreno razgaljena, da je bilo ekstremno težko jo van dati. Tudi imela sem kar nekaj izzivov s tem. Ampak hkrati, tako pri tej svoji knjigi, kot zdaj pri založbi, vidim, da to so knjige, ki lahko človeku marsikaj premakne. Tisto, ko si toliko iskren, da je že boleče, ko si toliko ranljiv, da te lahko vsak s tem prizadene, če želi, ne? Ker ima pač moč, ker poveš, tukaj sem ranljiv. Ampak to so knjige, ki se dotaknejo največ src. In take tudi iščemo na založbi in take rada berem in take bom še naprej pisala. Meni je res ljubko. Je tako egoistično, ne? Avtor to reče, moja knjiga je dobra. Ampak ta je res dobra. Pristnost se mi zdi, to, da si upaš dati sebe takšen, kot si pred ljudi in svojo zgodbo, in to se mi zdi tisto res pomembno. Poleg vsega tega, kaj sva rekla, da pač vztrajnost, da si pripravljen pač včasih tudi iti preko nekih svojih meja ali pa okvirov, da moraš imeti odprte oči, odprto srce, ampak na koncu moraš imeti pa predvsem jajca in to neustrašnost, da si to, kar si, tudi pred ljudmi, se pravi ne med 4 stenami. S tem, da poudarjam, da to, kar se danes po trgu širi, ko ljudje rečejo, sem to, kar sem, briga me za druge. To ponovadi ni to. Ali pa ko rečejo, jaz sem iskren, jaz se razgaljam, ni to. To takrat začutiš. Redki so, kar res se razgaljajo, redki so, kar res so to, kar so, redki so, kar res to živijo, kar klišejsko imamo neke izreke. Tako da, če pa zaključva, pa Maja po mojem malo podobno filozofijo, podobno vizijo v tej smeri. Moj slogan je, bodi kar si, delaj kar te veseli. Sicer enostavno reči, teži to živeti, še teži to integrirati vase v celoti, ampak mislim, da je to celoživljenjski proces, da se temu čim bolj približamo in na tem delamo. Jaz tudi mislim, da je pač to tista edina prava pot, raziskovati pot do sebe in sebe spoznati, kdo si. Se tudi fajn pomeni freedom is awakening yourself now, se pravi, svoboda je v prebujanju sebe zdaj. Tako da, dragi poslušalci in gledalci, želimo vam s Petro še naprej lep dan in ker zdaj takoj začnite raziskovati, kje je tisto vaše bistvo, kam vodi pot v vas. Hvala, da ste bili z nami in lep dan še naprej. Čau! Hvala, čau! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.